Uroš, pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdrava prehrana je ključnega pomena pri vzpostavljanju optimalnega delovanja našega organizma. Kako boste pristopili k vzpostavljanju idealnega, optimalnega sistema prehranjevanja pri dveh naših nagrajencih po akciji Postanite zdravi mladi? Dobro jih bomo izprašali o njihovih dosedanjih praksah, skušali obdržati vse, kar je dobrega, kar počnejo, in tiste slabe, morebitne slabe, navade zamenjati s pravimi, zdravimi, dobrimi. Na prvem mestu je vzdrževanje oziroma vzpostavljanje zdravja, na drugem mestu pa doseganje cilja, kakršenkoli že ta bo pri posamezniku. To je to, potem pa... Ali imate kakšen način, da spremljate njihovo vzdrževanje tega načina prehranjevanja oziroma njihovo dosledno upoštevanje vaših navodil? Kako boste to počeli? Dobro vprašanje. Takoj se že na rednih testiranjih telesne sestave se že kaže, v kakšni meri varovanec sledi navodilom. Takoj se vidi. V primeru, da je napredek dober, v pravem obsegu, takrat vemo, da zelo dobro sledi. V primeru, da napredek ni dovoljšen, takoj teče komunikacija v smeri, kakšna je dejanska realizacija jedilnika. Včasih po potrebi tudi pišejo varovanci, kaj jejo. Zvečer jih prosim, da se vzamejo 5 minut časa, na grobo napišejo, kaj so zaužili tisti dan, pišejo e-mail in potem ob naslednjem obisku komuniciramo v tej smeri, kaj je dobrega, kaj ni idealno, kaj bi bilo pametno zamenjati. Tako da ves čas teče in ta informacijska podpora je praktično stalna. Torej, komunikacija je tesna in torej ste si blizu, no? Zelo blizu. Je pomembno, da preverjamo to učinkovitost in pa, bom rekel, striktnost na nek način, ker v primeru, da bi to prepustili samemu sebi, človek nevede zapade v kakšno napačno prakso. Teh je pa mnogo. Tako da je fino, je zelo pametno, modro preverjati dejansko realizacijo. Hvala, Uroš.